Ja, dober dan vsem skupaj. Še enkrat, moje ime je Katja Štadler. Sem direktorica hčerinske družbe Nemške gospodarske zbornice Desto d.o.o. Pozdravila bi vas najprej v imenu naše predsednice, nove predsednice, gospe Dagmar von Bohnstein, ki je nastopila pač mesto s 1.4. Mesto predsednice za nadaljnjih 5 let. Mogoče samo, da jo malo predstavim, da boste vsi vedeli, ker naša bivša predsednica je bila res 17 let v Sloveniji, vsak je poznal gospod Gertrud Franzen, se pravi, gospa Dagmar von Bohnstein je nastopila s 1.4., prihaja iz Bavarske. Trudili se bomo še bolj povezati naši gospodarski področji, predvsem Bavarsko in Slovenijo, pa seveda tudi Nemčijo. Malo o zbornici. Nemško gospodarsko zbornico poznate, ste naši člani. Mi smo veseli, da se večina dogodkov že skoraj odvija v živo, tale danes žal še ne, ampak tendence so na tem, da bi v bodoče organizirali dogodke v živo in se na tak način tudi podružili. Mogoče bi vas še zdaj opozorila na naše dogodke v prihodnosti, kjer vas bomo z veseljem pozdravili, in sicer 16. junija imamo naš zelo priljubljen dogodek, po nemško Sommerfest, po slovensko smo pa rekli poletno druženje, in sicer na gradu Otočec. Potem vsi člani sprašujejo, kaj je z balom, se pravi plesom nemškega gospodarstva. Ja, tudi to bo. Mi močno upamo, da letos bo, in sicer 14. oktobra. Do takrat pa bomo imeli še tudi različne prireditve. Zelo zanimiva je, kot vedno, vstop na nemški trg. To nameravamo organizirati nekje septembra, o tem boste tudi obveščeni. Tako kot sem rekla, današnji dogodek bo potekal digitalno. Mi smo zelo veseli, da lahko tukaj pozdravimo direktorja, predsednika uprave Borze terjatev, gospoda Janeza Klopčarja, ki nam bo predstavil še alternativne vire financiranja za podjetja in faktorje. Verjetno ste zdaj vsi zasledili, normalni viri financiranja se dražijo, denar se draži, ravno kar je bilo v novicah, kako se dvigajo tudi obrestne mere, tako da smo vsi zelo v pričakovanju. Gospod Klopčar, kaj nam boste zanimivega vi povedali oziroma spodbudili podjetja? Tako da bi kar besedo predala vam. Mi smo še, tudi smo pa se ravnokar pogovarjali, glede na to, da smo bolj mala skupina, manjša, kar vsi pogumno dvigajte roke, gospod Klopčar, da bo tematika bolj zanimiva in interaktivna. Evo, zdaj pa predajam besedo vam. Hvala lepa, gospa Katja. Dober dan vsem slušateljem, dobrodošli. Danes sem vam želel malo predstaviti alternativne vire financiranja za podjetja. Verjetno ste najprej prosili banko za posojilo in od leta 2008 dalje se vse pogosteje dogaja, da banke zavračajo financiranje. Svetovna gospodarska kriza leta 2008 je močno zaostrila bančno regulativo. In kot posledica tega so banke dejansko zmanjšale svoje portfelje. Kot lahko vidite na grafu, po podatkih Banke Slovenije, so slovenske banke v zadnjih 10 letih zmanjšale obseg posojil podjetjem na polovico predhodnega zneska. Podjetja se morajo znajti drugače za financiranje in iščejo tudi vsevrstne alternativne vire. Vsekakor bi vas pa spodbudil, da svojo banko, tudi če vas je zavrnila, povprašate o razlogih za zavrnitev. Banke kljub temu še vedno posojajo denar in v njihovem odgovoru boste morda prepoznali priložnost za odpravo težav ali zadržkov. Vsekakor pa ne obupajte.
ostajajo tudi drugi pomembni viri financiranja, ki pa v zadnjih 10 letih pomembno rastejo. Poleg različnih dolžniških virov, seveda razmislite tudi o pridobitvi kapitalskih virov, o možnosti iskanja javnih sredstev. Vsako podjetje ima tudi v svoji bilanci stanja običajno neke notranje rezerve, ki jih lahko črpa. Obstajajo tudi nekateri inovativni ali pa novodobni in hibridni viri, ki jih prav tako ni za zanemariti. Med nebančnimi posojilodajalci bi naštel več možnosti. Faktoring predstavlja najhitrejšo obliko podjetniškega financiranja in konkretno tej storitvi bom posvetil več časa v drugi polovici webinarja, tako da bi preskočil in šel kar naprej. Recimo, leasing je zelo zanimiv način financiranja. Leasing vam daje možnost, da proti plačilu manjšega mesečnega stroška nekdo drug za vas založi glavnico, ki jo potrebujete za pridobitev osnovnih sredstev v uporabo. Tipični primeri predstavljajo najem vozila, najem poslovnega prostora, najem proizvodne opreme. Lizinški vir je relativno enostaven in ga lahko pridobite v nekaj dneh ali pa v nekaj tednih, odvisno seveda od velikosti posla. Če gre tukaj za leasing ali najem vozila, je to običajno lahko v nekaj dneh urejeno, če pa gre za financiranje večjega obsega proizvodnih sredstev, se pa tudi da v nekaj tednih urediti tak posel z lizinško družbo. Relativno hitro lahko pridete do denarja tudi na sivem trgu, vendar tukaj vas opozarjam, da je tak vir ponavadi zelo drag. In še huje, zaradi neusmiljenja posojilodajalcev na sivem trgu, včasih pri izterjavi pride do, bi rekel, mejno zakonitih ravnanj in to je lahko preveč tvegan vir za mnogo katero družbo. Če se zadolžujete na sivem trgu, morate biti res kar zelo prepričani v to, da boste imeli denar za poplačilo, ko tak dolg zapade. Nekoliko zahtevnejši vir dolžniškega financiranja predstavlja izdajo tržnih obveznic. Za tak projekt običajno potrebujete več mesecev. Računajte na to, da boste za izdajo tržnih obveznic potrebovali pomoč finančnega posrednika, kar ponavadi ni poceni. Podobno kot pri bankah, vendar malenkost manj strogo, bodo vpisniki takih obveznic od vas zahtevali določeno kapitalsko moč in pogosto tudi stvarna zavarovanja za pridobitev denarja preko obveznic. Naslednja priljubljena oblika financiranja je franšizing. Tukaj ne gre za neposredno posojilo, vendar lahko dostopate do uporabe blagovnih znamk, know-howa, delovnih metod ali drugačne intelektualne lastnine, ne da bi zanjo vnaprej plačali kupnino. Franšizodajalec vam bo dovolil uporabo preverjenega poslovnega sistema, najpogosteje v zameno za delež vaših prihodkov ali pa dobička. Sklenitev franšize je nekoliko dolgotrajnejši postopek. Tukaj bi vas vseeno opozoril, da franšizodajalec običajno nalaga stroge dolžnosti franšiziju. Pozorno preberite pogoje franšizodajalca. Franšizing je običajno tudi dolgoročnejši način posrednega možnosti financiranja za družbo. Družba lahko pride do tekoče likvidnosti tudi s prodajo in povratnim najemom svojih osnovnih sredstev, tako imenovan sell and leaseback. Najpogosteje gre za prodajo lastne nepremičnine, ki podjetju predstavlja nelikvidno premoženje.
Prepogosto vidim v bilancah stanja družb, ki se ukvarjajo z storitvenimi dejavnostmi, velike nepremičnine in nepremičnina, ki ni njihova osnovna dejavnost, lahko predstavlja tudi več kot polovico celotne bilance in to je relativno neučinkovit način uporabe sredstev. Zato s prodajo le-tega prodajalec dobi znatno kupnino takoj in ima denar lahko likvidno na razpolago za svojo osnovno dejavnost. Uporabo take nepremičnine ali pa drugega premoženja pa najame nazaj in s plačevanjem mesečnih ali obresti ali najemnin dejansko v celoti koristi osnovno sredstvo, le financirati mu ga ni treba. Obstajajo tudi mezanin posojila ali konvertibilne obveznice in to predstavlja nek hibriden način financiranja, ki ima mešane lastnosti med dolžniškim in kapitalskim financiranjem. Tak inštrument običajno v začetku ima značilnosti dolžniškega financiranja, kasneje pa se preoblikuje v kapitalski delež ali pa neke določene pravice za udeležbo v ustvarjenem dobičku. Običajno je tak hibriden ali mezanin način financiranja dostopen le večjim družbam z neposrednim pogajanjem s profesionalnimi vlagatelji ali pa finančnimi posredniki. Dejansko ni organiziranega trga za take mezanine ali konvertibilne obveznice. Vsaka družba za rast in poslovanje potrebuje dovolj lastniškega kapitala. Brez zadostnega kapitala boste kot podjetnik težko prepričali banke ali pa druge vlagatelje v dolgoročno stabilnost poslovanja. Težko boste prepričali nekoga, da vam za podjetniško idejo posodi denar, če niste tudi sami lastniško udeleženi z precejšnjim vložkom. Vsekakor pa vlagatelji pričakujejo, da družba svoja dolgoročna sredstva financira z dolgoročnimi viri. Nevarno je s kratkoročnimi viri financirati dolgoročne naložbe, saj to vsako družbo spravlja v neprestane likvidnostne škarje, temu rečemo. Se pravi, namesto da se ukvarja s svojo osnovno dejavnostjo, se mora ves čas ukvarjati potem z refinanciranjem nekega kratkoročnega vira. Najhitrejši način za pridobitev kapitalskih virov pa običajno predstavlja kar dokapitalizacija obstoječih lastnikov ali mame. Zdaj, včasih lastniki ali mama nimajo dovolj kapitala, da družbo dokapitalizirajo, takrat je pa treba iskati kapital pri novih neodvisnih vlagateljih, ki postanejo v družbi solastnik. Kapitalski viri predstavljajo trajen vir, omogočajo kontrolo nad družbo. Kolikor je obstoječi lastnik pripravljen narediti dokapitalizacijo, je to tudi zelo hitra metoda za izboljšavo likvidnosti. Dokapitalizirana družba ima običajno tudi boljšo boniteto in lahko poleg novo vpisanega kapitala pričakuje, da bodo tudi novi posojilodajalci rajši dali denar ali pa dali denar pod ugodnejšimi pogoji, se pravi nižjo obrestno mero. Mladi podjetniki v prvi fazi razvoja nove ideje pogosto prosijo za začetni kapital od družine, prijateljev, navdušenih znancev. In dokler podjetnik za svojo idejo potrebuje relativno malo denarja, to deluje. Za večje zneske kapitala mora pa podjetnik običajno prepričati povsem neodvisne vlagatelje o tem, da bo njihova ideja na trgu dobro sprejeta in da bo posel ustvarjal nekoč velik dobiček. V zameno za kapital bo podjetnik moral seveda predati določen lastniški delež vlagatelju,
S tem se bo po eni strani podjetniku nekoliko zmanjšala kontrola nad poslovanjem in pa po drugi strani v oddaljeni prihodnosti, ko bo želel svoj delež v družbi prodati, bo seveda prodajal manjši delež in bi rekel, dokapitalizacija v sedanjosti ne predstavlja stroška za družbo, predstavlja pa v oddaljeni prihodnosti zmanjšan dobiček za podjetnika. Najmanjše zneske vlagajo poslovni angeli in inkubatorji. V zameno za delež lahko ponudijo vložek ali v denarju, lahko pa tudi mentorirajo podjetnike in nudijo brezplačne poslovne storitve, kot so na primer uporaba poslovnega prostora ali pa IT opreme ali pa telekomunikacijskih storitev. Poslovni angeli in inkubatorji podjetniku pomagajo testirati idejo na trgu in kasneje predstavijo uspešne ideje še večjim vlagateljem. Za večje zneske vlaganj pa lahko pristopite do skladov semenskega kapitala ali pa skladov tveganega kapitala, zrelejše družbe pa do skladov zasebnega kapitala. V tem koraku morate imeti že tržno preizkušen produkt ali storitev ter podrobno izdelan načrt poslovne rasti in razvoja. Za tukaj naštete lastniške vire je značilno višje pričakovano tveganje. Nov vlagatelj nima nobenih jamstev ali pa možnosti izterjave, tako kot pri posojilih. In zato taki vlagatelji običajno zahtevajo višji donos kot za dolžniški vir in pa seveda določen nadzor nad tem, kaj se z lastniškim kapitalom dogaja. Lastniški vlagatelji pa seveda nudijo tudi določeno strokovno pomoč ali pa neke druge vrste sinergijskega poslovanja, se pravi med podjetnikom pa med vlagateljem, kar lahko podjetniku včasih omogoči dosego zahtevnejših ali pa oddaljenejših trgov, ki jih sam ne bi mogel. Večje družbe z izdelanimi in dokazanimi poslovnimi modeli običajno iščejo lastniški kapital pri skladih zasebnega kapitala in tudi pri strateških partnerjih. Lastniški kapital lahko dobite tudi z javno ponudbo delnic na trgu ali pa s pripojitvijo večjemu strateškemu partnerju. Na tak način lahko pridobite resnično velike vsote denarja za razvoj vaše ideje. Prav tako družbenik lahko svojo idejo ali pa podjetje proda večjemu sistemu, ki ima kapitalsko moč za globalno širitev. Tak kupec podjetniku ponudi tudi dobro plačano mednarodno službo. Tako lokalne skupnosti kot države in druge paradržavne ustanove pogosto zasledujejo nedenarne cilje. Če kot podjetnik delujete na področjih javnega interesa, na primer ekologije, javnega zdravja, kohezije, inovativnosti in podobno, potem je zelo verjetno, da lahko uspešno kandidirate za pridobitev subvencij, donacij ali pa poceni posojil. Možna so tudi javno-zasebna partnerstva. Predlagam vam, da stopite v stik z različnimi ponudniki javnih sredstev, če prepoznate pri svojih storitvah ali proizvodih pomemben razvojni potencial. Naj vam ne bo nerodno, pozanimajte se recimo preko Slovenskega podjetniškega sklada ali pa Ministrstva za gospodarstvo o možnosti pridobitev pomembnega vložka javnega denarja ali druge oblike pomoči. To je bilo zelo aktualno tudi v času COVID gospodarske upočasnitve oziroma državnih subvencij za odpravo posledic pandemije. Sistem dejansko deluje, se pa morate pripraviti na dolgotrajen in zahteven administrativni proces odobritve. Tej skladi so seveda pod strogim javnim nadzorom in ta predpisuje zahtevne razpisne pogoje in pa zelo transparenten način pridobivanja denarja za financiranje. Vsako podjetje ima tudi notranje vire likvidnosti. Pri svojem
poslovanju družbe tipično vežejo svojo likvidnost, naprimer v zaloge ali pa v terjatve. Preverite, če lahko poslujete z nižjimi zalogami ali pa če lahko svojim kupcem skrajšate plačilne roke. Preverite tudi, če lahko prihranite določeno kratkoročno likvidnost z odlogom plačil svojim dobaviteljem. Prav tako, a imate v družbi kakšno neproduktivno premoženje, ki ga lahko brez škode prodate? Ali lahko kratkoročna posojila, ki vas stalno likvidnostno bremenijo, zamenjate z dolgoročnim posojilom? Če upravlja družba več dejavnosti, meji na konglomerat, potem je morda smiselno nekatere dejavnosti, ki so manj perspektivne, prodati in s tem denarjem financirati tiste osnovne dejavnosti, ki so bolj perspektivne oziroma bolj dobičkonosne. Pri mladih družbah je aktualno tudi opcijsko nagrajevanje zaposlenih z deležem v družbi v zameno za nižjo plačo. Zlasti ustanovitelji v prvi fazi sebi plačujejo običajno ravno dovolj za kakšen sendvič na mesec in vlagajo svoje delo v začetku brezplačno za bodoči lastniški delež v družbi. Skratka, vsaka družba ima določene interne rezerve, ki jih lahko morda z uspešnim upravljanjem bilance stanja sprosti. Na kratko bi omenil še nekatere manj znane alternative financiranja. Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko ponuja več 100 milijard evrov za razvojne projekte, ki imajo širše družbene posledice. Družbe lahko pristopijo k takim razpisom, ki imajo pomemben razvojni učinek. V programih Evropske komisije so konkretno na razpolago tudi dodatni viri za odpravo posledic pandemije COVID-19. Tako v sodelovanju z slovenskimi javnimi ustanovami, kakor tudi v neposrednih razpisih. En pogosto zanemarjen vir financiranja je Finančna uprava Republike Slovenije, FURS. Na FURS-u lahko zaprosite za različne odloge plačil. Do 24 mesecev ali pa za znižanje recimo tekočih plačil akontacij. Ta vir financiranja sicer ni zelo velik, je pa zelo poceni. Obrestna mera za odloge plačil davkov je vsega 2% letno. Tukaj bi vas spomnil, da je taka pomoč FURS-a na razpolago neodvisno od paketov za odpravo posledic epidemije COVID-19. Te FURS-ove spodbude so bile na razpolago pred COVID-om in tudi še danes. Seveda FURS za 6-mesečni odlog običajno ne zahteva nič posebnega kot prijazno pojasnilo družbe, zakaj je tak odlog potreben. Za odloge od nad 6 mesecev pa do 24 mesecev pa seveda tudi FURS včasih zaprosi za kakšno zavarovanje ali drugo obliko jamstev, da bo obveznost sčasoma vseeno plačana. Na zahodu bolj pogosto, v Sloveniji nekoliko manj, je pa možnost nakupa osnovnih sredstev ali pa prevzema druge družbe ne z denarjem, ampak z izdajo novih delnic kupca, se pravi, če bi vam bil neka družba zanimiva za pripojitev k vaši družbi, lahko namesto plačila nekaj milijonov evrov, morda ponudite nekaj tisoč delnic v lastni družbi in lastniki prodane družbe pridobijo manjšinski delež v vaši družbi brezdenarno. V zadnjem desetletju, predvsem s pojavom interneta, se je razvil tudi trg crowdfundinga. To se pravi nek spletni trg za množično financiranje. En tak tipični primer je Kickstarter. Ta vir je bolj primeren za financiranje podjetniških idej in pa zelo začetnih manjših družb, nekoliko manj
primeren je za financiranje večjih in zrelih podjetij. Tipično je, da podjetnik predstavi svojo idejo javnosti preko spleta in zbira majhne prostovoljne vložke od mnogih fizičnih oseb, običajno za zameno za neko simbolično nagrado oziroma obljubo nagrade v prihodnosti, če ideja uspe. Nekoliko preživeta možnost, ki sicer teoretično še obstaja, ampak je bila dejansko precej bolj aktualna pred 4 leti, je javno zbiranje kriptovalut za financiranje podjetniških idej, tako imenovano ICO ali Initial Coin Offering. Ta inštrument se je zaradi slabega nadzora pri porabi sredstev sicer zdaj nekoliko izjalovil. Mnogo družb je sprejelo kriptovalute in potem, ker ni bilo ustreznega nadzora, ni s temi sredstvi ustrezno ustvarjalo posla ali dobička in ICO-ti so izgubili precej svoje privlačnosti za vlagatelje. Kot podjetnik morate presojati, kateri vir financiranja boste iskali. Pri tem upoštevajte več kriterijev. En osnovni kriterij je, kakšno je predpostavljeno tveganje in apetit vlagatelja po takem tveganju. Banke ne boste prepričali, da gre v zelo tvegan posel. Nekega angelskega investitorja pa lahko. Preverite, ali bi vlagatelj od vas zahteval stvarna zavarovanja ali jamstva. Ste pripravljeni taka jamstva ponuditi ali jih sploh imate? Kot sem omenil, banke so precej plašne, podjetniški angeli ali pa obvladujoča družba v dokapitalizaciji so ponavadi nekoliko manj plašni. Sorazmerno s tveganjem se pa seveda cena denarja spreminja. Manj tvegani projekti se običajno lahko financirajo ceneje, bolj tvegani projekti ali ideje so pa običajno zelo dragi za financirati. Med najcenejšimi viri financiranja so torej banke, FURS in pa viri iz javnih sredstev za spodbujanje javnega interesa, ampak kljub temu, da so najcenejši v procentih zahtevanega donosa ali obrestne mere, so pa postopkovno najbolj zahtevni. Če pridete kot nov komitent na banko, se boste težko z banko zmenili za neko večje kreditiranje prej kot v 3 mesecih. Pri leasingu in pri faktorju se lahko dogovorite verjetno že v parih dneh. Opozoril bi to, da so začetna vlaganja tveganega kapitala na videz zastonj. Podjetnik dobi denar, nima nobene posebne obveznosti, razen moralne obveznosti, da poskuša s tem denarjem ustvariti čim boljši posel in čim več bodočega dobička. Ampak, kot sem že omenil, strošek se plača na koncu na tak način, da ima podjetnik prejme manjšo kupnino, ker bo del kupnine šel solastniku. Pri ponudbi delnic ali obveznic na trgu bi opozoril, da je obrestna mera sicer lahko nizka, ampak finančni svetovalec, ki vam bo pomagal sestaviti prospekt in dobiti soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev in pa prepričati vlagatelja, vam bo vnaprej zaračunal običajno 1%, ob vpisu pa okrog 4% vseh vpisanih sredstev, tako da ta vir je tudi drag, tudi če ima nizko obrestno mero. Navidezno poceni denar od staršev, prijateljev in navdušencev je
po eni strani skoraj zastonj, lahko pa je zelo drag zaradi moralnega mačka podjetnika v primeru neuspeha in je lahko nedenarno najdražji vir. Če ste navdušili prijatelje nad nekim projektom in ste ga po najboljši moči želeli izvesti, pa vam ni uspelo zaradi covida morda zaradi močnejšega konkurenta, ki vas je izrinil, boste imeli moralnega mačka pred ljudmi, katere ste prepričevali, kako dobre ideje je. Nazadnje preverite tudi, kakšne nedenarne koristi vam lahko prinese posamezni vlagatelj. Zlasti za začetne faze financiranja, lastniškega financiranja podjetniških idej je značilno, da vlagatelj prinese tudi mentoriranje, prinese tudi nekatere brezplačne storitve. Mladim podjetnikom lahko angelski vlagatelj odpre tudi vrata do večjih in pomembnejših vlagateljev in to so vse pomembne nedenarne koristi, ki niso za zanemariti. Predvsem se pridobivanja denarja lotite pravočasno. Ne odlašajte do konca, ker postopek je pri nekaterih virih dejansko lahko dolgotrajen in ne čakajte na zadnji trenutek, ko vam likvidnosti že zmanjkuje, ker ni gotovo, da boste denar dobili. Če se pravočasno lotite, imate potem vedno rezervo celo preveriti 2 ali pa 3 potencialne vire. Zdaj pa prehajamo na drugi del predavanja, ki je pa malo bolj fokusiran na samo faktoring storitev. Rastoča mala in srednja podjetja redno potrebujete svež denar. S prodajo blaga in storitev poskušate ustvariti prihodke, s katerim boste financirali svojo dejavnost. A kaj, ko vaši kupci pogosto odlašajo s plačilom in imate te prihodke vezane v terjatvah, ki so odložene 60-90, če so v zamudi pa še več dni. Podobno kot s prodajo blaga in storitev, lahko pa do denarja pridete tudi s prodajo kateregakoli premoženja družbe, naprimer nepremičnin, rabljenih strojev, patentov, vozil in tako naprej. In tudi vaše terjatve so premoženje, ki je prodajljivo. Faktoring je storitev, pri kateri lahko prodate svoje nedospele terjatve in takoj pridete do denarja iz prihodnosti. S to storitvijo izjemno hitro in enostavno pridobite likvidnost, ki jo lahko uporabite za tekoče poslovanje. Pri faktoringu sodelujejo 3 stranke, in sicer odstopnik, to je podjetje, ki terjatev proda, dolžnik, torej to je odstopnikov kupec, ki ima finančno obveznost, in pa faktor, to je tista stranka, ki terjatev odkupi in čaka na plačilo dolžnika. Storitev faktoringa so poznali že v času antične mezopotamske kulture. Tako kot večina finančnih storitev se je tudi faktoring skozi stoletja razvijal in prilagajal aktualnim ekonomskim razmeram. V zadnjem desetletju so se pojavili faktorji, kot je borza terjatev, ki uporabljajo avtomatizirano poslovanje in analitiko velike količine podatkov ter tako malim in srednjim podjetjem zagotovijo vse prednosti, ki jih pri financiranju omogoča svetovni splet. Glede na značilnosti faktoring delimo v različne kategorije. S faktorjem se lahko dogovorite le za enkratni odkup posamezne terjatve ali pa za ugodnejši stalni odkup množice bodočih terjatev. Tipično je, da se sklene letna pogodba za odstop vseh terjatev in pod takimi pogoji prejemnik oziroma odstopnik, prejemnik denarja, dobi mnogo ugodnejše pogoje financiranja od faktorja. Ločimo tudi izvozni in izvozni faktoring. Faktoring ločimo glede na to, kdo prevzema tveganje dolžnikovega neplačila. Se pravi, če odstopnik terjatev proda brez regresa, mora faktor sam kriti izgubo, kadar dolžnik ne plača računa. Pri takem poslu je faktor bolj izbirčen in želi potrditev dolžnika pred sklenitvijo posla in prav tako zaračunava večjo faktorsko provizijo, ker sprejema več tveganja.
Če pa odstopnik proda terjatev z regresom, potem odstopnik solidarno odgovarja za dolg dolžnika, oziroma faktor ima pravico, da neplačani znesek računa terja tudi od odstopnika, in v tem primeru si faktor lahko privošči nekoliko cenejše, ponudi cenejše financiranje. V primeru odstopa z regresom lahko faktor ponudi tako imenovani tihi odstop. To je odstop, kjer faktor ne obvesti dolžnika o tem, da je prišlo do odstopa terjatve, in tudi ne zaprosi dolžnika za soglasje k takemu odstopu. Bomo zdaj pogledali dva tipična primera faktoring storitve. Torej, odprti ali klasični faktoring je posel, pri katerem je dolžnik obveščen, da je do odstopa prišlo. V prvem koraku podjetje svojemu kupcu dobavi blago in storitev in zato izda račun z odloženim rokom plačila in kupec postane njegov dolžnik. V drugem koraku podjetje zaradi potreb po takojšnji likvidnosti faktorju proda to terjatev na podlagi izdanega računa in mu dostavi vse spremne listine za izvedbo posla. In tako podjetje postane odstopnik. Faktor obvesti kupca oziroma dolžnika o odstopu terjatev in predvidoma še isti dan, ko dolžnik potrdi obstoj dolga, faktor podjetniku nakaže kupnino za odstopljeno terjatev. In v četrtem koraku, ki potem poteka mnogo kasneje, dolžnik na podlagi odstopljene terjatve na rok plačila poravna celotno terjatev neposredno faktorju. Pogost je tudi faktoring, torej brez priglasitve dolžnika, v tem primeru govorimo o tihem odstopu brez obveščanja dolžnika. Tak posel poteka skoraj izključno regresno. To se pravi, tukaj odstopnik jamči za plačilo in odgovarja za neplačilo, tudi če dolžnik svoje obveznosti nikoli ne poravna. Prvi korak je enak kot pri klasičnem faktorju, torej podjetje dobavi blago ali storitev in izda račun. V drugem koraku podjetje odstopi terjatev na podlagi izdanega računa faktorju in dostavi vse spremne listine za izvedbo posla. Faktor brez obveščanja dolžnika podjetju nemudoma nakaže znesek računa, zmanjšan za provizijo oziroma stroške faktoringa. Seveda faktor tukaj zahteva, da ima podjetje ali odstopnik dovolj dobro boniteto, da mu lahko zaupa, da bo tak denar dejansko nekoč plačan. Ko na dan valute kupec podjetju plača celoten račun, podjetje potem v roku 24 ur tako prejeto kupnino nakaže faktorju. Faktoring je pogosto uporabljen vir financiranja v svetu. V Evropski uniji je storitev faktoringa precej bolj popularna kot v Sloveniji. Medtem ko je promet v evropskem faktoringu leta 2020 predstavljal okoli 12% bruto družbenega proizvoda, je predstavljal le okoli 5% v Sloveniji, torej manj kot polovica evropskega povprečja. Pravzaprav taka nizka povprečja so značilna za vzhodno Evropo. Namreč faktoring je bil v zahodni Evropi, ima daljšo tradicijo in je bolj uveljavljen, ampak ne glede na to v Sloveniji in v srednji Evropi trg faktoringa raste precej hitreje kot v zahodni Evropi, seveda, ker raste iz nižjega tržnega deleža. Pravzaprav v naslednjih 5 letih pričakujemo približno 8,4% rast trga faktoringa. Zaradi dohitevanja evropskega povprečja pa v Sloveniji beležimo še hitrejšo rast.
Na rast trga faktoringa bodo pa vplivale seveda tudi prihodnje gospodarske razmere. Tukaj bi omenil, da je pandemija COVID v letu 2020 pravzaprav celo malenkost skrčila faktoring trg. Čisto v začetku prezentacije sem vam pokazal graf, v katerem sem pokazal, da se je bančno financiranje podjetij v Sloveniji od finančne krize 2008 do danes skrčilo iz 20 milijard na 10 milijard evrov, torej na polovico. Ta čas se je trg faktoringa v Sloveniji več kot potrojil. Povečali so se vsi alternativni viri financiranja, razen bančnega financiranja. Faktoring storitev predstavlja le eno od konkurenčnih virov za financiranje malih in srednjih podjetij. Storitev faktoringa ponuja nekaj prednosti in tudi nekaj slabosti z klasičnim bančnim financiranjem. Predvsem storitev faktoringa je bistveno enostavnejša in hitrejša oblika financiranja. Po začetnem pregledu stranke je faktor običajno pripravljen sprostiti denar prejemniku v le nekaj urah. Faktoring je idealen za sezonsko in drugo kratkoročno financiranje ali za krajša premostitvena financiranja. Slabost faktoringa pa je, da to predstavlja kratkoročen vir financiranja, ki sovpada s trajanjem prodanih terjatev, na primer 45 dni ali 90 dni. In tak vir je povsem neprimeren za financiranje dolgoročnih naložb. Tam so mnogo bolj primerni viri lastniški kapital ali dolgoročni kredit. Klasični faktoring ali odprti odstop terjatev, se pravi tam, kjer je dolžnik obveščen, je zelo primeren, kadar ima odstopnik slabo boniteto, dolžnik pa dobro boniteto, saj bo faktor pri poslu upošteval boljšo boniteto dolžnika in ponudil lahko cenejše financiranje. Pri tihem odstopu terjatev pa je zelo pomembno, da ima odstopnik sam zelo dobro finančno boniteto, saj bi sicer bil strošek faktoringa lahko previsok. Omenil bi še to, da so faktorji precej bolj fleksibilni od bank. Ne samo v hitrosti dogovarjanja, ampak tudi v smislu velikosti sklepanja poslov. Bankam so zanimivi samo večji posli. Banke imajo visoke transakcijske stroške, visoke stroške nadzora in njim se manjših transakcij sploh ne splača delati oziroma jih ne želijo opravljati. V mojih izkušnjah na faktoring trgu se banke sploh ne ukvarjajo z računi oziroma z odstopom terjatev, ki so manjše od nekje med 20 in 40 tisoč evri. Medtem ko se specializirane družbe, specializirane faktoring družbe ukvarjajo tudi z mnogo manjšimi računi. Na borzi terjatev lahko odstopite terjatev tudi za nekaj 100 evrov. Mi imamo tako utečen avtomatiziran sistem trgovanja, da lahko zaradi nizkih transakcijskih stroškov omogočimo financiranje malih terjatev, ki bankam sploh ne bi bile zanimive. Borza terjatev je mlado fintech podjetje, ki organizira trg, na katerem se srečujejo neodvisni vlagatelji z viški denarja in mala in srednja podjetja, ki iščejo kratkoročne vire financiranja. Torej, borza terjatev ne posoja svojega denarja. Mi smo le posrednik, ki svojim članom ponuja vse tiste storitve, ki jih potrebujejo za enostavno sklepanje faktoring poslov in kratkoročnih posojil. Borzni trg odlikujejo visoko avtomatizirano trgovanje z avtomatiziranimi procesi in nizkimi transakcijskimi stroški. Zaradi tega je financiranje dejansko še hitrejše in omogoča enostavno spletno storitev.
odstopnik vnese, potem, ko se seveda odstopnik in borza terjatev spoznamo in naredimo nek osnovni pregled in določimo limit financiranja, odstopnik vnaša svoje zahtevke za financiranje preko spleta. Bom rekel, nadaljnje sodelovanje z borzo terjatev je v celoti brezpapirno. In vse se obdeluje elektronsko. Borza terjatev meri bonitete članov, upravlja z poslovnimi tveganji. Poleg klasičnega in tihega odstopa terjatev z regresom lahko mala in srednja podjetja dobijo tudi druge oblike kratkoročnega financiranja obratnega kapitala, zlasti kratkoročna posojila. Tukaj vam predstavljam en primer odkupa terjatev. Gre za podjetje odstopnika, ki ima relativno dobro boniteto na lestvici 9 od 10. Ker ima dobro boniteto, si lahko privošči tako tihi kot odprti odstop. Terjatev, ki jo prodaja, ima nominalno vrednost 10.000 evrov in dobo financiranja, ko je bil primer pripravljen, 60 dni. Se pravi, podjetnik odstopnik vnese vse osnovne podatke o fakturi v spletno aplikacijo. Borza terjatev v nekaj sekundah naredi izračun in pripravi ponudbo. V tem konkretnem primeru je borza terjatev pripravljena takemu podjetju takoj nakazati 9.878 evrov. Borza terjatev bo potem obvestila dolžnika o odstopu. Odstopnik bo lahko takoj koristil skoraj 10.000 evrov, malo manj, zaradi stroškov, seveda. Medtem ko borza terjatev čaka 60 dni na plačilo dolžnika ob dospelosti računa. Omenil bi še to, da na borznem trgu obstaja tudi nasprotna stran. Torej, nekateri člani borze terjatev so vlagatelji z viški denarja. Naložba na borzi terjatev pravzaprav spodbuja razvoj malih in srednjih podjetij, je zelo likvidna in je tudi dobro razpršena. Likvidne naložbe z dobrim donosom so danes precej redke, zlasti v dobi negativnih obrestnih mer pri bankah. Borza terjatev je začela poslovati leta 2015 in od takrat so naši vlagatelji neto zaslužili oziroma ustvarili donose okoli 4% letno. V najboljšem letu 2018 so ustvarili celo 6,9%. Žal pa so v covidnem letu 2020 naredili manjšo izgubo 1,6%. Covidno leto je bilo precej težko. Družbe so v prvem in drugem valu mnogokrat ostale brez prihodkov. Država je sicer ponudila pomoč, vendar vedno z nekoliko zamika pri izpadu prihodkov. Vendar v nekem povprečju poslovanja borze terjatev, kot sem omenil, povprečen donos je bil pa okrog 4%. Borza je v preteklih skoraj 7 letih registrirala preko 1400 članov. Posredovala je pri sklenitvi preko 387 milijonov evrov financiranja, mislim, da je danes že 388. Zanimivo je, da smo v covidnem letu 2020 malim in srednjim podjetjem zagotovili več financiranja kot Vlada Republike Slovenije z jamstveno shemo za bančna posojila. Samo v zdaj, v tem preteklem kvartalu, smo preko 270 aktivnim članom omogočili sklenitev več kot 30 milijonov evrov prometa
na slovenskem trgu. Bi pa omenil, da imamo še hčerinsko družbo v Zagrebu, ki ponuja podobne storitve na hrvaškem trgu. Upam, da ste v današnji predstavitvi prepoznali kakšno alternativno možnost za financiranje in upam tudi, da ste v faktoringu pripoznali priložnost za vaše podjetje. Vabim vas na naš spletni trg za vzajemno financiranje. Posebej bi omenil, da je članstvo brezplačno. Kakršnikoli stroški sodelovanja z nami nastanejo zgolj in šele takrat, ko se dejansko posle sklepa. Tako da, če ste radovedni, če želite informativno preveriti poslovanje, dobrodošli. Zdaj bi vas pa pozval k vprašanjem in če vam lahko odgovorim še na kakšno idejo ali pa neznanko. Hvala. Ja, najlepša hvala, gospod Klopčar, to je bilo zelo zanimivo. Jaz bi zdaj res povabila udeležence, če ima kdo še kakšno konkretno vprašanje, naj se ne boji in kaj vpraša. Ampak ponavadi smo kar že s Teamsom navajeni, da je to malo težje, ne? Če bi zdaj skupaj sedeli v nekem prostoru, bi se verjetno takoj razvila pač tudi debata. Tako da kar pogumno, če bi kdo še kaj dodal. Mogoče bi jaz dodala nekaj, kar sem videla tam vaše v prvem delu, na drugi del se ne spoznam, pač ostale vire financiranja. Mi sodelujemo tudi dosti s Slovensko razvojno agencijo Spirit, ne, in zdaj pač v tem okviru programa različnih programov za okrevanje in odpornost, tam so pač, je tudi precej različnih razpisov objavljenih za možnosti financiranja, tako da ste tudi na tisto lahko pozorni, ne. Toliko za informacijo, boste mogoče kaj dodali, gospod Klopčar? Ja, jaz bi rekel, da je teh virov še več. Tale prezentacija danes je bila nekoliko časovno omejena. Zagotovo so še druge inštitucije tudi izven Slovenije, ne samo v Sloveniji. Spirit je odličen primer takega vlagatelja. Omenil bi, da v Sloveniji imamo tako inkubatorje, imamo ponudnike semenskega kapitala, imamo sklade zasebnega kapitala in v tem, jaz jih nisem poimensko vsak našteval, to lahko stric Google pomaga zelo hitro poiskati. Če ste pa spretni tudi v tujih jezikih, pa seveda znotraj Evropske unije obstaja mnogo tega, no. Večina bi rekel v Luksemburgu ali pa v Belgiji in tudi drugod, no. Vsaka država, tudi če planirate recimo neko širitev v konkretne druge evropske države, vam ponujajo za nastop na njihovih trgih, njihove državne agencije posebne pomoči, recimo v Avstriji je znana ABA, ne vem točno, kaj to meni, Austrian Business Associations, če se ne motim, ki je podobno kot naš Spirit. Jaz bi na tem mestu omenila še tudi nemške, ne, ker mi večkrat dobivamo vprašanje nemških podjetij, tudi Nemčija ima ta sistem zelo razvit v okviru Germany Trade and Invest in pa še različnih razvojnih agencij v posamičnih deželah, ne, vsaka dežela, na zvezni ravni pa na deželnih tudi, ja. V redu. Topivamo zahvale. Hvala. Ja. Najlepša hvala, gospod Klopčar, ne, bilo je zelo zanimivo. Upam, da se še kdaj vidimo, ne. V vsakem primeru vi stojite na razpolago za vsa vprašanja tudi kasneje. Barbara, ti bi mogoče še povedala še enkrat za delitev tega videa, ne, in delitev informacij. Drugače pa ja, se vidimo na naših naslednjih dogodkih. Hvala lepa, ja. Srečno. Hvala, srečno. Hvala, nasvidenje.